V teh dneh vlada zaključuje postopke za dokončno uskladitev rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2011. Nad tem, kar je vlada uskladila, smo na Gospodarski zbornici Slovenije zelo zaskrbljeni. Namreč, po podatkih, ki jih imamo, so se sredstva in obseg proračuna za socialo in nerazvojne projekte močno povečali, medtem ko so se sredstva, ki jih proračun namenja za podjetništvo, raziskovanje in nazadnje tudi za konkurenčnost, močno zmanjšala. In ob tem še posebej opozarjamo, da so se drastično zmanjšala sredstva za investicije in bo to še posebej močno ohladilo že tako zelo zmanjšano povpraševanje v Sloveniji. Rebalans tudi le kozmetično posega na obseg fiksnih stroškov javnega sektorja, saj število zaposlenih in tudi plače v javnem sektorju ostajajo praktično nespremenjeni. Ob trenutni razvitosti slovenskega gospodarstva je torej ta delež javne porabe v Sloveniji odločno prevelik. In nenazadnje, prihodki in odhodki javnega proračuna še vedno niso usklajeni, celo več, tudi v letošnjem letu se bo država za to, da bo lahko sploh funkcionirala, zadolžila za 1,7 milijarde evrov. V času, ko se dobršen del slovenskega gospodarstva bori z veliko nelikvidnostjo, z drastičnim pomanjkanjem naročil, zmanjševanjem konkurenčnosti in zaostrovanjem pogojev poslovanja, predvsem z vidika finančnega in bančnega poslovanja, ko nimamo pravih konkretnih razvojnih politik, v naših očeh rebalans proračuna predstavlja veliko zamujeno priložnost za hitrejši izhod iz krize za celotno Slovenijo, ne le za slovensko gospodarstvo.